prihodnost. Vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba je bilo zapravo Slovenijo zapeljala v neko ulico, iz katere ni videti izhoda. Ravno zato želimo z današnjim pogovorom odpreti razpravo o tem, kako naprej. Kako preprečiti nadaljnjo razgradnjo države, njenih temeljev in kako Slovenijo popeljati med najbolj uspešne evropske države, kjer bodo ljudje lahko uresničili svoje talente in potenciale. In kako prenoviti zdravstvo, davčno razbremeniti plače, kako naše kmetijstvo prilagoditi novim razmeram, podnebnim in drugim, katerim zgledom slediti pri vrednotah in v javni komunikaciji. O vsem tem bomo danes s cenjenimi gosti spregovorili v nadaljevanju. Z nami so profesor dr. Dejan Verčič, strokovnjak za komunikacijo in predstojnik Centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede. Profesor dr. Janez Šušteršič, strokovnjak za ekonomske politike in nekdanji finančni minister. Profesor dr. Marko Noč, kardiolog, predstojnik Centra za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana in tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Gospod Janez Beja, predsednik Kmečke zveze NSI in član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. In pozdravljam tudi magistra Ivana Simiča, davčnega strokovnjaka in nekdanjega generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije. Za nekaj uvodnih misli pa k besedi vabim predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina. Dober dan, na pomladni dan. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu in se udeležili tega današnjega pogovora v tako velikem številu. Hvala lepa tudi našim izbranim gostom, da bodo delili svoje izkušnje, da bodo delili svoje znanje in tako naši domovini pomagali iz tega globokega brezna. Marsikdo me je danes spraševal, zakaj je ravno ta datum, zakaj ravno ta dan. Je več simbolnih razlogov. Eden je zagotovo ta, da je danes pomladni dan. In drugi pomemben simbolni razlog pa je, ker smo želeli dati sporočilo, da je slovenska opozicija enotna pri tem, da želimo priti čim prej do zamenjave oblasti, da želimo čim prej priti do tega, da Golobova vlada preneha uničevati Slovenijo. Seveda pa vsaka opozicijska stranka to dela na svoj način. Slovenija je v globoki politični krizi, imamo stavkovni val in proteste po celotni državi. Sprejemajo se popolnoma nerazumljivi zakonski predlogi. Gospodarska situacija je zaradi ohlajanja na naših največjih izvoznih trgih precej zaostrena. Še bolj pa skrbi, da vlada ljudem in tudi gospodarstvu ves čas pošilja napačne signale. To pa so višji davki in več birokracije. Razpad javnega zdravstvenega sistema, brezglavo hitenje v zeleni prehod, ki se bolj zdi, da postaja zeleni prepad, serijske afere in številne druge stvari nas morajo zbuditi, da vsakdo na svoj način, vsakdo s svojimi talenti pomaga, da se ta barka, ki se reče Slovenija, obrne svoj kurs in da začne pluti proti bolj svetlim časom. Z Golobovo vlado spremljamo klavrni propad zdaj že 4. projekta tako imenovanih novih obrazov. In sedanji 2 leti mrtvega teka zaradi neoperativnosti, neučinkovitosti in brezizdejnosti aktualne vlade sta prinesle precej hitro razgradnjo številnih podsistemov države, ki že močno vplivajo na življenje pa tudi blaginjo ljudi. Ob udobni parlamentarni večini je preprosto neverjetno, da vlada v 2 letih ni bila sposobna izvesti niti ene resne reforme. Morda je tudi zdaj jasno sporočilo, da dober menedžer ne pomeni dober politik. Ker v politiki je potrebno predvsem dobro usklajevati zadeve, različne interese pripeljati do skupnega imenovalca, ker pa ni nujno, da to tudi drži za dobrega direktorja, ker je glavni in edini šef. Na nek način gre za zamujeno priložnost velikih razsežnosti, zagotovo za največjo zamujeno priložnost v zadnjem desetletju.
pod preteklimi vladami novih obrazov se je na nek način v Sloveniji večina kar navadila in preslišala resna opozorila številnih strokovnjakov, da Slovenija pluje v napačno smer in da bodo posledice teh politik zelo boleče. Naprimer, opozorila številnih ekonomistov, da moramo nujno izboljšati konkurenčnost našega gospodarstva in predvsem razbremeniti davčno srednji sloj, vedno ostanejo preslišana in mrtva črka na papirju. Pozivi zdravstvenih strokovnjakov, da moramo reformirati slovenski zdravstveni sistem, drugače nam bo razpadel pri živem telesu, ostanejo neslišana. Številna utemeljena opozorila varnostnih analitikov, da nelegalne migracije predstavljajo resno tveganje in ne kulturno obogatitev. In nenazadnje resna stvarila, da naše energetske politike ne moremo graditi zgolj na sončnih panelih in morebitnih vetrnicah, saj bo to pomenilo uničenje naše industrije, predvsem pa enormno podražitev energije. Na nek način nas vse skupaj boli dejstvo, da se je večina nekako sprijaznila, da nam gre vsako leto malo slabše. Večina se je sprijaznila tudi s tem, da vsaka vlada novih obrazov državo pelje še slabše kot njena predhodnica. Ko se zdi, da slabše ne gre, gre lahko očitno še slabše. In vsakdo, ki podpira tako imenovane nove obraze, vedno računa na to, da se bo na koncu račun že nekako izšel. In sedaj, če kdaj, potem prav sedaj prvič resno kaže, da se nam ta račun ne bo izšel. Neoperativnost vlade in nezmožnost izvedbe ključnih reform namreč že vplivata na našo kvaliteto življenja. Stavka zdravnikov je povsem paralizirala že tako razpadajoč javni zdravstveni sistem in ljudi upravičeno skrbi, kaj jih čaka, če na primer zbolijo. Zaradi nesmislov zelenega prehoda, morda aktivističnih pristopov pri zelenem prehodu, se zapirajo energetsko najbolj intenzivna podjetja. Prepričujejo nas, da Evropa, ki naredi 7% vseh globalnih izpustov, lahko z zaprtjem industrije in prenehanjem uporabo vozil na notranje izgorevanje lahko reši svet. Seveda ga ne more. Poslabšanje varnostne situacije lahko opazimo na ulicah naših mest in pri protestih lokalnega prebivalstva, ki jim želi vlada začasno postaviti azilne domove. Zdi se, da usode in življenje ljudi vladajoče politike nekako ne zanimajo, da indiferentno gledajo do teh težav in do teh skrbi. In da je prihodnost države, predvsem pa naši strateški cilji, porinjena na stranski cilj. V preteklosti je bilo ključno, da je imela Slovenija zelo jasne cilje. Leva in, če hočete, tudi desna politika, vsi smo vedeli, kam želimo priti, česa si želimo, kako te cilje doseči. Zdaj pa smo zašli v neko brezidejnost, brez nekih ciljev in ko ni ciljev, potem se zdi, da je vsaka pot prava. Če se je vlada pretekli 2 leti ukvarjala predvsem sama s sabo, smo lahko prepričani, da bomo v nadaljevanju mandata očitno spremljali predvsem nadaljnje spopade med koalicijskimi partnerji. Zato težko pričakujemo kakršnekoli resne reforme in ukrepe, ki bi bili dobri za ljudi, predvsem pa za Slovenijo, in da bi Slovenijo popeljali v smer najbolj razvitih držav v Evropski uniji. Ključno vprašanje odgovorne politike pa je, kako iziti iz te nezadovoljive situacije in predvsem kako izkoristiti potenciale, ki jih Slovenija ima. Slovenke in Slovenci so zagotovo delovni, pridni, marljivi ljudje, samo pravilno je treba izkoristiti njihove potenciale, predvsem pa jim dati možnost, da v polnosti izkoristijo in uresničijo svoje ideje. In zato je temu namenjena današnja okrogla miza, današnja razprava Zbora za prihodnost, kjer želimo odgovoriti na naslednja vprašanja. Kako izboljšati gospodarsko in davčno okolje, kako vendarle končati to zdravniško stavko in ohraniti naš javni zdravstveni sistem, kako oblikovati bolj vitko in učinkovito državno administracijo, predvsem pa tudi kako zaščititi slovenskega kmeta. In seveda, kako naj politika komunicira na dostojen način, da bo
pomerjala in da bo ustvarjala več optimizma in več veselja. Zato smo danes v našo sredini povabili izvrstne strokovnjake, ki jih je predstavil že Aleš, in prepričan sem, da bodo s svojim znanjem in svojimi izkušnjami kvalitetno orisali sedanjo situacijo in tudi predstavili njihove ideje, kako iz te temne jame. Hvala lepa. Tako bomo kar začeli. Bom najprej izval profesor dr. Verčiča in navedel, da je v enem izmed intervjujev pred časom rekel, da pravzaprav ta vlada je na oblast prišla brez enega resnega premisleka in tudi brez programa, kaj sploh narediti. In da pravzaprav smo bili tukaj priča temu, da se vse skupaj dogaja v smislu neke improvizacije. A po skoraj 2 letih še vedno lahko rečemo, da smo priča in smo v fazi improvizacije. Smo priča improvizacije vladanja, ob tem, da ne smemo biti naivni glede tehnologije, ki se pri tem uporablja. Namreč, če berete necenzurirano.si, kar je nujno potrebno brati, ker je to poluradni bilten te vlade, ste lahko v nedeljo prebrali izpod peresa Toma Perfecta, za katerega se govori, da naj bi bila najtesnejša svetovalka predsednika vlade. En zelo zanimiv članek, ki ga toplo priporočam, da ga vsi dobro preberete, če ga niste, ki skrajšano pravi naslednje. Pred 2 leti smo pregnali fašistično vlado in obstaja realna nevarnost, da se fašizem v Slovenijo vrne. Dobesedno te besede. Kar pomeni, to je napoved govora, ki nas čaka v prihodnjih mesecih in do konca tega mandata. Skratka, šlo bo za poskus antifašističnega boja, kot ga najavlja. To je pravzaprav zelo zanimiva tema, ki je postavljena v jedro nekega projekta, ki nas vse skupaj resno začenja skrbeti. Ker to pomeni, da pravzaprav ni jasne vizije, ni jasne strategije in ni jasnih ciljev, kaj bi si oni v resnici želeli, razno ostati na oblasti. Zdaj pa, kaj se dogaja okoli nas? Jaz mislim, da je eden izmed temeljnih problemov Slovenije, da je nekako imela v svojih 30 letih 2 prelomni točki. Ena prelomna točka je bil nastanek države, uvedba demokracije, odprte družbe, tržnega gospodarstva. To je začetek 90-ih. Potem pa smo imeli drugo prelomno točko, ki je bila točno pred 20 leti, leta 2004, vstop v Evropsko unijo in vstop v NATO. Tu vmes smo sicer relativno hitro menjavali vlade, ampak praktično veliko večino teh vlad je vodil dr. Janez Drnovšek. Na začetku smo imeli Demosovo Peterletovo, pa enkrat vmes je prišla še vlada Bajuka. Tako je. Drugače pa imamo 10-letno obdobje Janeza Drnovška, ki se potem konča 1 leto za njim. Od takrat naprej še vedno menjavamo vlade na 2 leti približno. Skratka, prepolovna doba slovenske vlade je 2 leti. Vi z vlado, ki traja 2 leti in kjer se predsedniki zelo hitro menjavajo, ne morete narediti nič. Nič. V 2 letih čez noč nastajajoče stranke še programa niso sposobne narediti. Mi vemo, da je recimo ta, ki je zdaj na oblasti, se pravi Gibanje Svoboda, je svoj program dobilo dobesedno v eni noči. Jaz vem, kdo je neko noč vzel program Macronove stranke in ga predelal v prihodni program Gibanja Svobode. Potem so še to malo poštukljali, ampak tako to je. Skratka, ni bilo dobenega strateškega premisleka. Zdaj pa, če lahko izkoristim svoj uvod. Po moje je potrebno vendarle se zazreti v svet okoli nas in najprej pogledati, kateri globalni neki megatrendi se okoli nas odvijajo, del katerih smo mi. In te veliki megatrendi, ki so po moje strašno pomembni za nas, so demografske spremembe, ki niso samo slovenski problem. Demografija se spreminja globalno. Globalno. Migracije se dogajajo globalno. In tudi razvojni potencial se pravzaprav iz Evrope umika, zato ker je Evropa enostavno prestara. Jaz bom tudi kmalu zdaj že upokojenec, na upokojencih ne morete temeljiti nekega gospodarskega razvoja.
Mladi so pa na drugih celinah v tem trenutku in te celine imajo ta potencial. To vidimo pri Kitajski, ki se tudi zdaj že malo počasi bo upešala, prihaja Indija. Ne? In prihaja arabski svet, ki ga vsi skupaj zelo podcenjujemo. Jaz mislim, da naša kratkovidnost pri podcenjevanju arabskega sveta, ki ga lahko pravzaprav začnemo gledati že pri Turčiji, ki je v resnici že ena regionalna velesila, ne, ki bo potem z Iranom in na koncu, ko bo prišlo do spremembe v vladajoči družini Saudske kraljevine in bo Saudova Arabija, ko bo princ prevzel oblast in bo pravzaprav sprostil ta potencial, bomo videli še marsikaj. Se pravi, prva zadeva demografske globalne spremembe, ki imajo posledice za vse, od gospodarstva do zdravstva. Ker velik del zdravstvenih nenavadnosti, bom rekel zdaj, ki jih opažamo pri nas, niso naš lokalni problem. To se globalno dogaja. Čim imate na eni strani starajoče prebivalstvo, na drugi strani pa množico zelo mladih se zadev spremlja. Imamo tehnološke spremembe. Jaz pravim, internetna revolucija se komaj začenja. Šele pospeške dobiva. V teh 20 letih, recimo tam nekje od začetka tega tisočletja do danes smo popraskali. Z umetno inteligenco, obogateno resničnostjo in vsem, kar šele prihaja, bomo šele videli prave spremembe. Potem imamo tretjič geopolitične spremembe. Zgodovina se je vrnila. Če se spomnite, tam v 90-ih je Francis Fukuyama napisal najprej članek, pa potem knjigo Konec zgodovine. Liberalna demokracija je zmagala, porazili smo Sovjetsko zvezo, ni je več, ne rabimo ne vojske, ne nič, lahko vsi uživamo v miru, kot je Bill Clinton temu imenoval, prišel je čas dividende miru. Figo je prišel. V resnici se je zgodovina vrnila in vrnila se z dvojno močjo na nek način. In zadnja zadeva, okoljske spremembe. Te okoljske spremembe so bistveno več kot samo vprašanje zelenega prehoda, namreč približno polovica človeštva je stopila v srednji razred po svoji kupni moči. In to je to. Mi smo en majhen del tega zdaj in te ljudje bodo šele začeli trošiti. In vprašanje, koliko tega lahko zemlja vzdrži. No, in zdaj, zakaj je to pomembno za nas? Zato, ker bi danes morali, in jaz apeliram zdaj tudi na vas kot predsednika stranke, v ponedeljek slišim, da boste objavili končno listo za evropske volitve. Jaz mislim, da treba čas za evropske volitve že izkoristiti za resno politično razpravo. V Sloveniji se moramo nehati pogovarjati o fašizmu pa antifašizmu in se moramo začeti resno pogovarjati o demografiji. Ljudje so substanca države, brez ljudi ne bo nič. In mi nimamo problema samo z ilegalno imigracijo. Mi ne znamo upravljati niti z legalno migracijo. Te razprave o tem, kateri jezik, v kateri občini govorimo danes, niso problemi ilegalnih imigrantov. Skratka, imamo resne probleme demografske, da o tem, da je rodnost pod zemljo skoraj, da že sploh ne rabimo razpravljati. Drugič, varnost. Mi se v Sloveniji ne pogovarjamo resno o varnosti. Imamo vojno, ki je manj kot 1000 kilometrov od nas in imamo potencialno vojno, ki je manj kot 100 kilometrov od nas. Ker Bosna in Hercegovina, kar se meni tiče, je vse kaj prej kot stabilna država. Skratka, mi se o varnosti ne pogovarjamo v tej državi resno, ker v tem trenutku je komaj da kak politik, ki si upa iti na televizijo in jasno reči, naša varnost je odvisna od članstva v NATO. Pika. NATO je ekskluzivni golf klub in če hočete, da je una travca tam lepo postrižena, potem je pač treba nekoga plačati za to, da bo to počel. Kar pomeni, Slovenija mora javno, jasno in nedvoumno reči, mi bomo svoje odstotke za članstvo v NATO plačali. Pika. Najmanj toliko, koliko je zahtevano. In tu jaz Trumpa sicer zelo ne maram, ampak če mu kje dajem prav, je pa to prav. Čakajte malo, fantje, hočete biti člani kluba, članarine pa ne bi plačali. Moramo reči, to je naša članarina. Sicer pa naj nekdo bo tolikšen junak, pa gre na televizijo in javno reče, jaz sem proti temu. Namesto tega predlagam 2-letno služenje obveznega vojaškega roka za vse, popolno oborožitev Slovencev, orožje domov in redne vojaške vaje. Pika. Kot Švica ali pa Singapur ali pa še kakšna druga država. To sta edini dve alternativi, ampak o tem treba jasno govoriti, da se vsi skrivajo. Tretja zadeva, gospodarstvo. Mi smo žal postali Kosovo Evrope, mentalno. Spomnite se, slovenski optimizem v Jugoslaviji in tudi napuh, ki smo ga imeli,
je izhajal iz tega, da smo mi bili neto plačniki v beograjski proračun. In smo se zmrdovali nad unimi tam na jugu, ki ta denar trošijo. Mi smo danes tisti v Evropi, ki evropski denar trošimo. In mi imamo strategije, če berete slovenske medije na naslovnicah, zdaj hude razprave, kako strašna zadeva se nam lahko zgodi, ne bomo več neto prejemniki sredstev iz Evropske unije. Jaz mislim, da bi politične stranke morali doseči dogovor, da v x letih bo Slovenija ali neto plačnik, kar pomeni, da bomo svoj gospodarski razvoj pospešili, ali se pa unilateralno odrekamo temu denarju. Ker oni Nizozemci in ostali tam, ki nas plačujejo, da smo vseh skupaj poln kufer. In Evropska unija se bo, tako kot se je Jugoslavija, na koncu na tem zlomila. Ne bodo eni in isti non-stop plačevali za to, da bodo se drugi šlepali, kot se temu lepo po slovensko reče. Ne? To pa seveda pomeni popolnoma drugačno davčno politiko, ker sej hiter gospodarski razvoj ni neka blazno komplicirana zadeva, tehnično. Ne? To je zelo enostavno, samo politična volja mora za to obstajati. Skratka, sprememba davčne politike, potrebna je določena stopnja deregulacije, potrebujemo bolj pametno javno upravo, moramo reči, kar si spet redko kdo upa v Sloveniji reči, mi smo druga najbolj industrializirana država v Evropi in mi smo lahko bogati samo, če bo bogata slovenska industrija, kar pomeni, zavzemati se moramo za reindustrializacijo Slovenije. Skratka, mi moramo delati aktivno na tem, da bodo naše tovarne delale. Ne pa, da bomo rekli, v Kidričevem malo preveč elektrike trošijo, ajmo mi polovico proizvodnje zapreti. Pa še to rečemo celo za proizvodnjo primarnega aluminija, ki je pravzaprav eden izmed materialov prihodnosti. Moraš biti resno mentalne probleme moraš imeti za to. Ne? In zadnja zadeva pri gospodarstvu, mi moramo aktivno delati na to, da pritegnemo sivo substanco v Slovenijo. Spet vprašanje davčne politike, pa tudi šolske in zdravstvene. Skratka, pametne tujce rabimo. Mi nimamo dovolj pametnih otrok, ker nimamo dovolj otrok, da bomo imeli visokotehnološka podjetja. Se pravi, moramo pripeljati. Samo še 2 točki. Kaj je zdaj to? 5. zadeva je vprašanje kulture. Mi trenutno sedimo v zgradbi, ki je zadnji monumentalni slovenski kulturni objekt, ki ga je zgradil Janez Zemljarič pred 40 leti. Pred 50 se je začelo, 40 je bilo končano. Mislim, da 70 se je začela, odprto je bilo 80, ni? Tako nekako. Vse eno pravzaprav. Dejstvo je, da odkar imamo državo, nismo naredili nič. Ne? Mi smo zelo ponosni, Slovenci so končno dobili svojo državo, ne? In Slovenci stojimo na kulturi. Pol pa dobimo državo in kaj ta država naredi za kulturo? Nič. Ja? Ne, pa doben se ne razburja, še tisti Bogi Nuk 2, ki je sprojektiran in za katerega je zemlja kupljena, praktično vse je pripravljeno že leta in leta in leta in se nič ne premakne. Skratka, kultura, z njo se sploh nihče resno ne ukvarja, samo prepiramo se zdaj, a bomo oni malo večje subvencije dali ali onim drugim. In zadnja pomembna zadeva mediji. Ne? Mi imamo medijski prostor in to bistveno vpliva na to, kako razpravljamo, ki ga lahko primerjamo z slovenskimi železnicami. Eno in drugo se imamo zahvaliti skoraj da Mariji Tereziji. Dobro. Medije smo dobili malo kasneje, ampak RTV sistem, če ga pogledate, cel ta sistem je ostal iz Jugoslavije in se nič ni spremenilo do zdaj. Nič, pa čisto eno, kot zdaj vidimo, čisto eno, kdo sedi na vrhu. Ali so eni ali so drugi, pa se menjavajo, pa sistem ne deluje. In mi pišemo nove medijske zakonodaje, tako kot je trenutno ta novi medijski zakon v razpravi, samo zato, da se ne bi spremenilo nič. Samo zato. Skratka, potreben je en tak temeljit reset Slovenije, ki mora izhajati iz tega, da si sami nalijemo čistega vina v tem smislu, mi smo prespali 20 let. Od leta 2004 smo prespali. In mi moramo se zdaj odločiti, kaj je ta naslednja prelomna točka, ki jo kot družba in kot država želimo doseči. Kaj si želimo biti? Ne? Mi se lahko še naprej kuhamo kot žabice, ker v bistvu v Sloveniji je zelo lepo živeti. Slovenija je prelepa. Imamo fantastično hrano, ne? Super vino. Ne? Če greš zunaj lepo, zeleno, kakovost življenja v Sloveniji neverjetno visoka glede na to, koliko ustvarimo. Vsi, ki dovolj potujemo po svetu, ne, vemo, ko prideš nazaj, rečeš, ne, super je tu, vse je fajn iti tja, pa bi te boljše plačali, ampak živimo pa tu super. Ne.
Ampak mi smo žabice, ki se kuhamo v topli vodi in medtem, ko nam je tako fino toplo, bomo nekega dneva ugotovili, da smo se skuhali. Toliko. Hvala. Hvala. Naša govorca bi prosil, da si mikrofone bolj zraven potegnete, ko boste govorili, da vas bodo tudi v ozadju dobro slišali. Naslednjega, ki bi ga izval, je profesor Šušteršič, in sicer z našo javno finančno sliko, da nam pove, kako pravzaprav živeti z 2 milijardama minusa v proračunu, ki ga imamo trenutno, in koliko imamo še prostora, da vse želje, ki so prišle na plano z stavkami, z drugimi zahtevami, sploh zadostiti. Kakšna je slika in kakšne so rešitve? Najprej dober dan, no, pa hvala, ker preden greste na kongres, ste se ostavili še malo tukaj, da nas poslušate. Odlično usklajevanje urnikov, moram reči. Zdaj pa z 2 milijardama minusa se da super živeti, ker to je en velik del tega, o čemer je dr. Verčič govoril, ne, da v bistvu živimo bolje, kot si lahko privoščimo. In to je v redu, ne? Jaz sicer zdaj že 2 leti razlagam, da enkrat se bo to nehalo in takrat bomo potem slabše živeli, ker bo recesija. Ne? Je pa res, da imamo zdaj nekaj časa, da te 2 milijardi minusa uravnotežimo, zato ker ni takšna situacija, kot je bila takrat, ko sem bil jaz finančni minister ali pa predtem, ne? Ker pač nekako ni tako globoke gospodarske krize, pa bančne krize, kot je bila takrat, in nekako finančni trgi še vedno kreditirajo države po znosnih obrestnih merah, kljub temu, da so visoke primanjkljaji, ne samo pri nas, pa da je zadolženost, da se povsod močno povečala v času korone in potem energetske krize. A ne? Tako da tukaj je nekaj časa in mehanizmi, da se uravnoteži, se pravi, da se zniža poraba, ne, so v bistvu zelo preprosti. Ne. Treba je začeti meriti rezultate v javnem sektorju, ne, pa treba je začeti meriti, kaj dobimo za denar, ki ga dajemo nekomu ali pa za nekaj. Ne. Učinkovitost te porabe ali pa uspešnost, se pravi razmerje med izdatki in rezultati, a ne, se pravi s tem, kaj za denar dobimo, primerjati s kakšnimi drugimi državami. Ne. In to ni nič novega. Ne. Zdaj, ta minister za finance, ki ga imamo zdaj, ne, je točno v svoji predstavitvi v državnem zboru to napovedal. Ne. Pred en finančni minister, ki je bil večkrat finančni minister, mislim, da ta anekdota je še takrat iz Drnovškovih časov, ne, je naročil cel kup teh tako imenovanih spending reviewjev, ne, pri Mednarodnem denarnem skladu, in potem nam je enkrat to razlagal, je rekel, oni so primerjali, so rekli, imamo predolge porodniške, ljudje nič ne plačujejo za visoko izobraževanje, drugje plačujejo, pa še take stvari, ki jih dobiš ven, ko delaš te primerjave. In jaz sem rekel, kaj boste pa zdaj s tem, je rekel, a vidite, predal tam čist na dnu moje mize. Ne? In na koncev v drugi vrsti tamle sedi moja kolegica, ki je Nevenka, ki je že ko je bila v kabinetu pri dr. Drnovšku hodila okrog s nekimi prosojnicami, kako se meri učinkovitost v državnem proračunu pa tako naprej. Nič novega, samo narediti je treba. In pa še zelo preprosto je, kot bi rekel dr. Verčič, samo nočemo, ne? Ker je pa malček, je pa zoprno to delati. Druga stvar, ki bi omenil, je srednjeročno načrtovanje. Mi v bistvu nimamo več srednjeročnega načrtovanja proračuna v Sloveniji zares. Ne? Jaz sem zelo to, moram reči, s presenečenjem ugotavljal zadnje leta, v zadnjih nekaj letih mislim, da se je to poslabšalo. Če bi mi danes bili kandidatka za vstop v EU, bi na področju proračuna dobivali takšne proračunska načrtovanja, takšne pripombe, da še en čas ne bi naredili vsega tistega, kar se pričakuje od kandidatka. Ne. In imajo pa nekatere države zelo dober sistem, po katerem bi se lahko zgledovali. Finska, Nizozemska, to malo študiral zadnje čase, oni pridejo po volitvah s programom vlade v parlament. A ne. In parlament, seveda vladna večina,
ta program sprejme. V tem programu ni to, kar je v naših koalicijskih pogodbah, pa v večini naših koalicijskih pogodb, pa ne, naša je bila boljša, ampak ostale so pa več ali manj tako, da bereš, jaz sem tudi to bral, ne, sedanjo, pa nisem mogel kaj dosti razumeti, kaj dejansko mislijo narediti. Tam se napiše, kaj se misli narediti, poleg tega se tudi približno oceni, koliko bo to stalo, in za vsako področje politik, so potem v tej koalicijski pogodbi že določ, koliko je izdatkov predvidenih za naslednja 4 leta. Zdaj lahko vse predvidene prihodke razložiš, lahko ne razdeliš vseh predvidenih prihodkov v naslednjih 4 letih po politikah, zato da imaš neko rezervo za, ne vem, poplave, spremembo prioritet, karkoli. Ampak za 4 leta naprej se postavijo, ko nekdo postane minister, ve, kaj ima za delati, pa ve, koliko denarja ima za to. In potem je lahko menedžer, ne? Ali pa izvajalec, pa tisti, ki skrbi za to, da se cilji dosežejo, ne? Nasploh je pri nas, po moje, veliko premalo odgovornosti in vzvodov v rokah ministrov. Ne? Na Finskem ima 11 ministrstev, ne? Na Nizozemskih ima, mislim, 14. Številka ni toliko važna, tisto, kar je bolj važno, je to, da razen ministrov se o proračunu pogovarjajo samo še kakšno ustavno sodišče, pa varuh človekovih pravic, pa seveda na Nizozemskem kralj, in to je to, pa predsednik države. Vsi ostali, ne, o proračunu za sodstvo se pogovarja s finančnim ministrom, pravosodni minister. Ne? Pač, ne? In zato, ker potem o vseh teh agencijah, neodvisnih, ki so pri nas v veliki meri izven proračunskega sistema, se tudi pogovarja o njih minister, ki je pristojen za to področje. In jim potem seveda navzdol, dogovorno, seveda določa cilje, kaj bojo s tem denarjem naredili, o teh ciljih poroča v parlamentu in tako naprej. Se pravi, je sistem upravljen na osnovi rezultatov, ki približno deluje. To se pravi srednjeročno in to ne srednjeročno načrtovanje samo tako na nekem papirju, ki ga pošlješ v Bruselj, ampak na zavezujočih dokumentih, ki so zelo jasno tudi finančno vrednoteni in potem so seveda ministri zadolženi za to, da to izpeljejo. Ne pa za to, da pač iščejo uradnike, ki so kaj narobe naredili. In kar se plač tiče, je to ena osnovna stvar, mislim, se zdaj seveda pogovarjamo o tem, a veste, kako otroku razložiti, da ne bo mogel na tisti izlet, ki si mogel obljubil. To je zdaj v bistvu vsa ta plačna pogajanja so v tem. Pač, to je po moje prvič kadarkoli, da je tisti, ki je v pogajanjih ki ne da, začel pogajanja tako, da je obljubil vsem, da jim bo veliko dal. Ne? Mislim, to je, glejte, ne? Ampak zdaj tle smo in to nekako bojo morali iz tega se ven izviti in jim želim veliko sreče pri tem, ampak tako da v nekih resnih spremembah sistema se ne moramo pogovarjati, po moje zdaj. Ampak prva stvar je spet to. Zdaj pa ne ministri, ampak tisti, ki so vodje v javnem sektorju, morajo dobiti možnost, da določijo plače ljudem, ki pri njih delajo. Gor, navzdol, uspešnost, sem tja in tako naprej. Ne? To tudi zdravniki razlagajo za bolnice, sem zadnjič bral, in tako naprej. Brez tega ni nič. Plača je vzvod upravljanja človeških virov. Plača ni nekaj, kar ti po zakonu pripada, zato ker pač ti pripada. In recimo nekatere države sploh ne določajo plač, ali sploh ne določajo števila zaposlenih. Nekaj mi imamo v proračunu, koliko imaš zaposlenih, pa koliko je masa plač. Nekatere države določajo samo maso plač. Ti imaš cilje, ki jih moraš doseči, toliko imaš za plače, zdaj, a boš imel 100 ljudi, pa jih boš malo slabš plačal, a boš imel 80 ljudi, pa jih boš boljš plačal, a boš ene plačal boljš, ene slabš. Ne govorim o tem, ko Ivo Simič vedno piše o tem, kaj se počnejo davčni inšpektori. Nemogoče je, recimo, da bi mu znižal plačo zaradi tega, ker si pokazali, da slabo dela. Mogoče ga lahko premestiš, pa še tam po mojemu še ohraniti plačo, kot jo je imel. Ampak mogoče je pa Ivo, ko je bil direktor, kakšen boljši sistem pogruntal, po glavnem je pa to zelo težko. Skratka, odgovornost treba dati tako imenovanim menedžerjem ali vodjem, ki morajo biti pa jasno postavljene cilje, rezultate in za to odgovarjati. In seveda,
gremo v to smer in ta način razmišljamo, potem ta debata večstebrni, enostebrni sistem, kar na lepo ni več tako zelo pomembna, a ne. In vlado mora zanimati samo masa plač, zato ker to gre v proračun, a ne. Zdaj o tem, koliko se bo pa komu plača povečala, pa po kakšnih kriterijih se kdo dobi plačo, ne določajo vodje, ker bojo seveda sindikati iznoreli, ker bojo rekli, ja, bojo pa kar plače dejako, ker se jim bo zdela, ne. Ampak vlado na koncu, ko se vidika proračuna, zanima samo masa plač. In masa plač je zmnožek med višino in številom zaposlenih. In zaposlenih je gotovo marsikje preveč, če bi šli v neko resno analizo, ne. In to je najboljši način, da pa kdo lahko dobi tudi precej višjo plačo kot doma. Toliko, no, za uvod. Magister Simič, bom vas naprej izzval s tem, ker se veže na javne finance. O davčni reformi se pogovarjamo že v letih, nekaj je prejšnja vlada poskusila izvesti, pa je sedanja podrla. Je to misija nemogoče oziroma kako narediti slovensko davčno okolje bolj konkurenčno ostalim državam, da bodo ljudje tukaj, bi rekel, več dobili za tisto delo, ki ga opravijo? A govorimo danes ali bodoče? Od včeraj pravzaprav, ne? Torej, davčno reformo izvesti je pač en, bom rekel, kompleksen način dela, ker mislim, da jo ne bo tako enostavno izvesti, sploh glede na to, koliko je nasprotovanj, bom rekel, idej, koliko ljudi o tem razmišlja, tako da se mi prej dopadlo, kar je povedal Janez, kdo se ukvarja s proračunom. Pri nas se s proračunom ukvarjajo vsi, na vseh nivojih, ravno tako se vsi ukvarjajo z davčno reformo. Za davčno reformo moraš imenovati ekipo, ki se na to spozna in ki to davčno reformo izvede in pripravi, ima še zraven tudi ekipo, ki dela izračune, in gre zadeva naprej, ampak mi nismo dozoreli za neke spremembe. Jaz, če sam izhajam, tukaj je bilo prej govora, da nam manjkajo, bom neki menedžeri z višjimi plačami. Moja ideja o 6. dohodninskem razredu, da bi nad 1 milijon evrov bili dohodki obdavčeni 10%, torej sem doživel prvo napad, da želim menedžerje obdavčiti manj kot čistilke. A noben ne razmišlja, da je vstop v ta razred 500 000 evrov. Torej ti moraš plačati 500 000 evrov, da priješ v zgornji dohodninski razred. In s tem bi dobili prav gotovo, ko menedžer, jaz tudi razmišljam, ker sem se pač veliko tudi športom ukvarjal, imamo Brnik, imamo Maribor, zakaj niso tam parkirana majhna letala znanih športnikov, politikov, menedžerjev in tako naprej, ne pa da je vse prazna. Ne? Ampak mi tega preklopa ne znamo narediti in jaz upam, da bo kakšna generacija za nami naredila, ker enostavno vse izhaja iz tega. Tudi če poslušamo, pokojnine morajo biti višje. Veste, danes si ne upaš napisati na Twitter ali pa kamorkoli, da je pokojnina odvisna od plače, ki si imel in koliko si prispevkov plačal. Ker če boš to napisal, te bodo takoj napadlo, ne vem, 100 ljudi in tako naprej. Ne. To pomeni, da je to tudi, bom rekel, nekako destimulativno za tiste, ki se danes trudijo, ki imajo visoko plačo, ki plačujejo visoke prispevke in tako naprej. Nenehno poslušam o tem, banalna zadeva je bila pri tem zdravstvenem prispevkom, ne bom se zdaj govoril o tem, kaj so ukinili, pa kaj so uvedli, ampak je bilo govora, da bo to olajšava, da bodo bogati imeli več od tega. Jaz sem šel sam gledati plačo 1000 evrov bruto, pa 6000 evrov bruto. To je 6-kratnik. Dohodnina je 18-kratnik. Torej tisti za 6000 evrov plača 18-krat več dohodnine kot tisti 1000. Ja, normalno je, da ima. In mi imamo zelo veliko progresijo. Kaj se lahko danes naredi? Z tem minusom, ki ga imamo v proračunu, se težko kaj naredi več. Veliko zavezancov, torej mi delamo veliko, lahko rečem, nas je 6 v mojem podjetju, ki se ukvarjamo z davki tekoče dnevno. Kar nekaj Slovencev se je preselilo, torej Hrvaška je postala zelo zanimiva in jih veliko gre kar na Hrvaško, ni treba iti daleč. To je tisto, kar se dogaja, bom rekel, pri tem davčnem rezidentstvu. Potem nam zmanjkuje, bom rekel, menedžerjev, zmanjkuje nam mladih ljudi in vprašanje, kdo bo na koncu tukaj ustvarjal, kdo bo tisti, ki bo prispeval v proračun. Ko delaš primerjave z nekom drugim, ugotoviš, da smo dejansko v slabi situaciji. Zdaj, to je nekni govor, zmanjšali bomo obremenitev plač. Povejte mi, kako, kaj boste zmanjšali? A boste zmanjšali prispevke? To smo zdaj imeli razpravo. Ja, zmanjšali bomo prispevke, pa vzeli bomo iz proračuna. Je kaj spol naredil? Jaz pa reč prispevke pustim, pa da tisto, kar je v proračunu ostane, govorimo o dohodnini. Potem poslušam, kako bomo dobili večje prihodke z obdavčitvijo premoženja.
Ja, dohodki, torej obdavki iz premoženja so vir občine, niso vir proračuna. Razen, če bodo zakon spremenili, pa bodo vzeli vse občine, ampak potem bomo mogli pa dati preko povprečnine nazaj. Pomeni, ampak veste, kaj je zanimivo? Zanimivo je, da 90% ljudi ne ve, kaj se govori, ne razumejo davčnega sistema, ne vejo, kateri davki so, bom rekel, državni, kjeri so občinski in tako naprej. Potem se govori o obdavčitvi premoženja, to sem zadnjič tudi bral, kaj je Janez pisal, ali naj povejo, da bodo obdavčili nepremičnine, ali bodo obdavčili premoženje. Ker če bodo obdavčili premoženje, pol vemo, kaj gre vse not. In tako naprej. Tako da jaz od teh ne pričakujem kaj dost, torej da bi se kakšna reforma naredila. Mi smo že pokazali, torej jaz sem sodeloval 4-krat pri davčnih reformah, 3-krat v Sloveniji, 1-krat v Srbiji. Vem, kako se to dela, vem, kaj se da narediti. Prav gotovo je bila najboljša, bom rekel, reforma, ki smo jo takrat delali, tudi Janez bil zraven 2005-2006 v času dr. Andreja Bajuka. Takrat smo naredili veliko reformo, velike spremembe, tudi malo sistem zamenjali in kaj takega rabimo danes. Ampak, ko sem rekel, tukaj ne pričakujem, da kaj bo, in tudi kar je najhujše, karkoli boš naredil, oni, ki bodo šli za tabo, bodo vse porušili. Tako da nima smisla, jaz vem, ko sem predlagal, ko sem bil, bom rekel, v zadnji vladi direktor Fursa in pa predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo, sem takrat hotel reči, da če sprejmemo neke davčne spremembe, ne veljajo vse 15 let, da daš tujcem zaupanje v naš davčni sistem. Ne pa, da ti rečeš, veste, ni odvisno, zdaj, če bo vlada padla, bo jutri že čisto drugače, ne moramo zagotoviti ničesar. In to je tisto, kar pri nas manjka, neka stabilnost, in tudi, če pogledamo eno spet banalno zadevo, recimo, ne vem, koliko vi to poznate, pa če ste kdaj sodelovali pri kriptovalutah, ki jih naučuješ, kakšen je to postopek ugotavljanja davčne osnove. To pride z računalnikom, presnemavanja, gledanja, ne vem kaj vse. Mi smo takrat pripravili zakon, ki bi bil čisto enostaven, vse kaj spustiš dol 5% in zadeva zaključena. Ampak kaj, na 3 strani zakona smo mi dobili 4 strani pripomb od zakonodajne komisije. Zato, ker ljudje ne razumejo sistema, ker meni je bilo vprašanje, a je to prometni davek, ali je to dohodnina. Jaz sem rekel, to je kriptodavek. Ker tudi včasih smo imeli cash, pa smo imeli denar na računu, zdaj ga imamo pa v kripto. Pomeni, zakaj se moramo ukvarjati s čim? In zdaj vam pravim, karkoli boste hoteli spremeniti, boste imeli 10 udeležencev, ki vas bodo blokirali, ki vam bodo najdeli, potem bodo najdli novinarji, ki vam bodo nekaj namestili, ki vam bodo rekli, da to delam. Samo gremo primer, ko sva z mojo kolegico Trilarjevo zakon o debirokratizaciji in ko smo rekli, da bomo ukinili določene zakone, ki več ne veljajo. Ne veljajo že 30-40 let. In da bo to delal uradni list, smo zapisali. Veste, kaj je prišlo v državnem zboru ven? To bo delalo Simičevo podjetje in bo pokasiral 700 000 evrov. In potem se jaz moram braniti, da to ni res. Zato vam pravim, da težko boste najdli pametne ljudi, ki bodo šli še karkoli delati. Zato, ker je boljš biti v svojem podjetju, imaš mir, prideš v službo, veš, kaj boš delal, stranke te imajo rade, pridejo k tebi. Jaz sploh zdaj v tem času zjutraj se zmeraj nasmejim, enkrat je noč v tunelu, enkrat je ni in tako naprej. Tako da, veste, enostavno nisem bil, priznam pa, da nisem bil toliko časa še nikoli nasmejan, kot sem zdaj. Ne. Tako da, in jaz sem zahvalen, ker to prav gotovo vpliva pozitivno na moje zdravje. In, tako da, to bi zaenkrat rekel. Ne. Profesor Noč, tudi naše zdravstvo je na intenzivni negi tik pred kolapsom. Kaj narediti, da ga spravimo z intenzivne nege? Ja, v bistvu prave stvari so vedno preproste. In če govorimo o zdravstvu, najprej treba definirati cilj. Cilj pa je, da bolnik pravočasno dobi kvalitetno storitev, ki mu jo pokrije zavarovalnica, kamor plačuje prispevek. To je cilj. In ko ima še enkrat definiran cilj, je zadeva zopet dokaj preprosta. Smo pri metodah. Zdaj, kot je danes v enem izmed intervjujev moj kolega dr. Vesel, tudi član naše skupine Zdravstvo SI, rekel, da mi smo pa cepljeni k izumljanju tople vode. V bistvu so pa odgovori pri naših sosedih. Skratka, potrebujemo uvoz, če temu tako rečem, enega razvitega zahodnoevropskega sistema javnega zdravstva v Slovenijo. In zdaj smo pa pri jedru problema, ker se v Sloveniji vse skozi zavaja.
da se namreč javno zdravstvo enači z državnim zdravstvom. Javno zdravstvo je namreč definirano s plačnikom, ki je v našem primeru javna zavarovalnica. Drugo so pa izvajalci. Izvajalec v javnem zdravstvu je pa lahko državni zavod ali koncesionar. Koncesionar je zasebnik, ki ima pogodbo z zdravstvenim zavarovanjem, tako kot ima javni zavod. In seveda bolnika, postavite se v vlogo bolnika. Bolnika ne zanima, a dobi kvalitetno storitev v državnem zavodu ali pri zasebniku. To je tako, kot če greste v trgovino. A vas zanima, a greste v Tuš, a greste v Špar, a greste ne vem kam, vas zanima kvaliteta pa cena. A vas zanima morda, kdo je lastnik teh trgovskih verig? Še jaz ne vem, pa to se skozi menja. In podobno je seveda pri zdravstvu. In potem imamo pa zasebno zdravstvo. Pravo zasebno zdravstvo je pa to, ker pač ti greš k zasebniku, ki nima pogodbe z zavarovalnico in pač če hoče storitev, plačaš iz žepa. In če se vrnem k javnem zdravstvu, čim večji kaos delamo na področju javnega zdravstva, in ta vlada je svetu primer tega, več bo pravega privatnega zdravstva, ker seveda ljudje ne bodo prišli na vrsto in tisti, ki bojo imeli denar, bojo šli k zasebniku, tisti, ki pa ne bojo imeli denar, bojo pa v čakalnih vrstah čakali. In to je problem tukaj. In vloga države je prvič v tem, da za določene dejavnosti, ki bodo vedno državne, onkologija, intenzivna medicina, urgenca in te podobne zadeve, razvije znotraj tega javnega sistema zdravstva dobre sisteme. Po drugi strani pa seveda pusti zasebnikom, da investirajo, da delajo, da kakršnakoli že delovnopravna oblika. Važno je, da ta potencial kadrovski, ki ga imamo, izkoristimo v dobro bolnikov. In ključna vloga države je seveda tukaj pa potem nadzor. To pomeni, da prvič izoblikuje jasne strokovne kriterije, kje kaj lahko delaš. In potem bodi si državnemu zavodu ali zasebniku podeli akreditacijo. To pomeni dovoljenje za to, da nekaj lahko upravlja. S tem se izognemo tako imenovani garažni medicini, da ti bojo slepič ali pa kilo eni garaži operirati, tako kot se dogaja na jugu. Ali pa neko plastično operacijo. In to je vloga države, to mi plačujemo. In naslednja vloga je, da kontrolira kvaliteto in če nekdo ni kvaliteten, pač ga zapre, reče hvala lepa, popravi se ali pa pač ne boš delal, nimaš dovoljenja, ti bomo vzeli dovoljenje. Zdaj seveda pri nas gre vse stvari ravno zaradi tega, ker se javno zdravstvo definira enačaj državno zdravstvo v smeri monopola, povečevanja monopola državnega zdravstva. Ne, da bi se pri tem upoštevali, da v javnem sistemu so tako zasebniki kot državni zavodi komplementarni, nekompetitivni. Kot sem rekel, vse je treba vključiti. Če imamo čakalne vrste, vse vključimo, ne glede na delovnopravno obliko zdravnika. Samo da dela dobro, da dela tam, ker je v takih pogojih je treba in da ima dobre rezultate. A ne, pri nas gre pa zadeva seveda vse v smeri državnega zdravstva. In seveda jaz dvoživka, jaz sem tak lep primer dvoživke že 20 let, v svojem prostem času sem naredil 5000 posegov, zaradi tega ni bil niti en poseg manj narejen v moji matični inštituciji, ker so čakalne vrste na tem področju, sem verjetno za 5000 skrajšal čakalno vrsto, marsikomu rešil življenje ali pa tudi izboljšal kvaliteto in to v svojem prostem času. In seveda, vse, kar zaslužiš legalno, je obdavčeno in zdaj ne mi en pove, v čem je moj problem. Zakaj sem jaz dvoživka? Mislim, to je prav absurdno. No in v tej smeri gre vse te naše reforme. In seveda potem jaz sem dolg časa rabil, da sem poštudiral, zakaj vraga gre vse, je treba vse državno zdravstvo. Do afere z stenti pred leti. Takrat sem točno videl, da v bistvu, če se denar davkoplačevalski zbere na enem mestu, z ukinitvijo dodatnega zavarovanja so to še dodatno optimizirali in zdaj vse v ZZZS. In se seveda, če se preferenčno porabi v državnih zavodih, bolnicah, zdravstvenih domih, je seveda to idealno za legalizirano krajo davkoplačevalskega denarja preko javnih razpisov.
pa naj se gre bodi za gradnje, adaptacije, materijale, aparature. Skratka, zato so vse naše cene tudi dvakrat više, kot v Nemčiji, ki ima dvakrat večji GDP. In seveda, čim pa ti zapustiš zasebnika v ta sistem javnega zdravstva, ves problem provizij odpade, ker če bo zasebnik imel provizijo, tako kot če bi z enega žepa si dal drug žep. Tako da v bistvu jedro problema je pri nas zavajanje ljudi za definicijo javnega zdravstva. In to, mislim, jaz kjerkoli sem to poudarjam, vendar enostavno v teh medijih nikakor ne prideš do izraza. In se vedno povozim. Ne smemo pozabiti tudi na kmetijstvo in težave, ki pestijo slovenskega kmeta. Gospod Beja, v torek smo se izognili, ste pravzaprav odpovedali protestu, ampak razmere niso še nič boljše. Kakšna je tukaj glavna stvar, ki vas kmete najbolj jezi in kje vidite rešitev za slovensko kmetijstvo? Ja, veliko je bilo govora v tem tednu že okrog kmetijstva. Upajmo, da tako kot je bil tunel že omenjen, da kljub temu, da bomo videli na koncu tunela luč. En lepo zdrav vsem skupaj, tudi, če tako rečem, kolegice in kolegi v Novi Sloveniji. Verjetno ne boste iz mojih ust slišali nič novega glede na politično stanje in komentarje in tako in drugače. Ja, res je, bil je protest, pa če se mogoče majčkeno širše pogledamo čez našo mejo, tudi v Evropi, predvsem v zahodni Evropi je ogromno kmečkih protestov in kot verjetno ste videli po marsikateri sliki, ker zelo ostrih protestov, ampak marsikdo se vpraša, kakšno povezavo imamo slovenski kmetje pa evropski kmetje. Oziroma, mene so celo spraševali novinarji, če smo mi napovedali protest zaradi tega, ker so evropski, pa da ne bomo slabši, bomo pa še mi malo protestirali. Naj te prvo povem, da smo mi začeli protest lansko leto, pred enim letom, ko Evropa še ni nič protestirala. In če bi tako temu rekel, smo bili mi prvi v Evropi, ko smo šli na protest. Res pa je, da je bilo takrat nekaj, če tako rečem, obljubljeno, ampak potem vemo, kako je bilo. Imeli smo ministrico, ki ni imela nikakršno podporo, ne pri predsedniku vlade, ne pri vladi, ne pri svojih poslancih, kaj šele v matični hiši. Potem smo dobili nadomestnega ministra, ker vemo, kaj se lahko z njim pomagamo, in dejansko so se ta pogajanja ali pa dogovori nekako resnično zavlekli. Ko smo pa dobili novo ministrico, smo pa pritisnili na plin in šli v akcijo. In da se vrnem nazaj na Evropo, glejte, zakaj nimamo veliko skupnega z evropskimi kmetji? Če začnem pri fitofarmacevtskih sredstvih, kmetje v Evropi, govorimo za ta zahodni del, Francija, Belgija, Nizozemska, ima na enoto, recimo na hektar, toliko in toliko litrov FFS-ja. Mi imamo morda še liter ne. In Evropska unija je zdaj tem evropskim kmetom zmanjšuje FFS-je na hektar. Ampak hkrati pa zmanjšuje tudi nam, ko imamo 3-4krat manjšo obremenitev. Kar je popolnoma nelogično. Ampak seveda, ker imamo takšno vlado, pa takšno pamet, kakršno jo imamo v politiki, bomo zmanjševali tudi v Sloveniji. Isto je tudi pri obremenitvi, reče se uradno GVŽ-ja, ali pa število goved ali živali na hektar. Glejte, Nizozemska ima ali pa je imela do nedavnega 5 velikih odraslih živali, goveda, na hektar.
Mi imamo že, mislim, da 20 let, komaj 2 na hektar. In seveda, prav tako gremo zdaj tudi v Sloveniji, naj bi zmanjševali ta GVŽ. In tako naprej. Danes smo že slišali zeleni prehod. Kako se čudovito sliši. Ali ta zeleni prehod bo dal več hrane, bolj zdravo hrano? Jaz trdno lahko govorim, toliko let sem pa tudi že predstavnik kmetov in tudi sam kmet, da ali se kdaj kdo vpraša, ali pa se morda ve, čeprav zdaj pijemo vodo iz steklenice, da imamo skoraj da iz vsake pipe lahko pijemo tekočo vodo v Sloveniji. Ali lahko pijemo v Evropi? Ne moremo. Pa smo tako kmetje nekako osovraženi, predvsem pa onesnažujemo okolje. Ne? Da ne govorimo o vseh okoljskih in dobrobiti živali. Ne? Vemo, kaj se je dogajalo dol na Dolenjskem s tistimi govedi in zakonom o zaščiti živali. Pa dajte mi povedati, kdo, če ne kmet, si želi za svojo kravo ali pa bika, bom čisto konkretno povedal, da ima čudovite pogoje. Zakaj? Ker mu bo dala veliko več mleka. In bik, če ima čudovite pogoje, seveda kljub dobri hrani, da bo imel velik prirast in da bo veliko prirastov in da bo šel čim prej, se upravičujem besedi, klavnici, ne, ali pa v prodajo in da bo kmet nekaj imel od tega. A po vsem tem, kar se dogaja zdaj s to Golobovo vlado oziroma okoljevarstveniki, pa po 100 letih, 1000 letih kmetovanja kmetje ne znamo kmetovati, gospodariti, rediti živali. In to so, ampak resnično bom pa rekel tako, kot je v gospodarstvu, kot je v zdravstvu, mogoče najdemo nekaj tistih, ki izstopajo, ampak zaradi tistih, ki izstopajo, tistih par, bomo zdaj krivili oziroma udarili po celem kmetijstvu in tako naprej. Ja, zdaj pa, da se pa vrnem na Slovenijo in protest. Veste, prvič v življenju sem ponedeljek in torek ugasnil telefon. Ampak ne zato, da bi me hvalil, ne zato, da bi mi, ne vem, karkoli, vse živo sem doživel, ker v življenju še nisem. In veste, ulica ali tudi, če bi bil torek poln traktorjev, pa poln kmetov, jaz, če bi rekel politično, bi verjetno zmagali, ne? Ampak kot kmet, pa vprašanje, kaj bi iz tistega ven potegnili. Lahko, da smo se prenagili, lahko, da so nas peljali žejne čez vodo, ampak za ulico, to je moje prepričanje, in tudi kot eden od podpisnikov dogovora, je čas jutri, podjutrašnjem ali pa kadarkoli. Zdaj le bomo videli, ali bomo kaj dosegli. Res je, da tisti dogovor, ki je nekaj stavkov ali pa veliko stavkov, pa nič vsebine, ampak veliko smo se pogovarjali, veliko smo dobili obljub, od obljub seveda ne moramo živeti, ampak tako kot sem rekel, bomo videli kaj in kako. Je pa tako, ne, če primerjam, če začnem samo z zvermi, pa divjadjo. Glejte, na kvadratni kilometer nima nobena država v Evropi, morda se nam približa Romunija pa Bolgarija, toliko zveri, kot jih imamo v Sloveniji. Nobena evropska država. Potem, kot kmetijstvo, mi smo specifični. Takšnega tudi ni v Evropi. Če tako čez palec rečem, ne, 1/3 kmetij od 55 000, ki vlagamo subvencije, je tistih, ki so intenzivni, ki množično dajo tudi na trg.
1/3 od teh 55 tisoč je takšnih, ki pridela nekaj zase, pa nekaj tudi proda. 1/3 je pa tistih, za katere je tudi gospod že profesor doktor rekel, ne, kako imamo čudovito Slovenijo. Ohranjamo Slovenijo čudovito, lepo, zdravo. In kaj v prihodnosti? Jaz bi predvsem želel najprej mi v Novi Sloveniji, seveda potem pa tudi širše, da jasno povemo tem kmetom, kaj bomo naredili s prvo tretjino, kaj z drugo in kaj s tretjo. Ne da vsi želimo vse, nazadnje dobijo samo eni. Jaz bom povedal nekaj, ker noče nobeden slišati, ne? Pa verjetno kot davčni svetovalci in tako naprej boste mogoče zastregli z ušesi. Jaz imam kar nekaj informacij. V Italiji so območja, ki so kmetje prosti vsega davka, samo zato, da ostajajo v tem območju, da ohranjajo ta območja. V Avstriji imajo določene kmetije, predvsem predeli kmetij, območij, ki imajo rento za to, da ohranjajo tisto področje. Prvič, da tam ostanejo in živijo, drugič pa tudi, da ohranjajo. In tako naprej. Veliko smo govorili tudi o gozdnih cestah. Glejte, gozdne ceste, jaz kot lastnik gozdne ceste, gozdno cesto ne morem zapreti, čeprav sem lastnik zemljišča. Po tej cesti se sprehaja, vozi, kolesari, karkoli počne, kdor želi. A na koncu pa plača samo lastnik. In da ni bilo zadosti, ne, smo v 10 letih za preko 300% dvignili položnico. 300%. Povejte mi, kje se je dvignila položnica za 300%. In to so realne slike našega kmetijstva. In moje prepričanje je bilo tako, če pozabimo vse, samo damo gozdne ceste, ker je dvig 300%, v povprečju govorim, nekatere kmetije tudi 1000%, nekatere pa mogoče tudi kak evro manj, ampak v povprečju govorim 300%, je že zadosti, da ustavimo Ljubljano. Da pa zaključim z OMD-jem, kjer sem najbolj domač in morda nekateri me tudi najbolj poznajo kot hribovskega kmeta. Glejte, zato morda se ponavljam, zato da ohranjamo Slovenijo takšno, kot imamo, da jo propagiramo in kažemo celemu svetu in na račun tega tudi v turizmu služimo, kar je tudi prav. Glejte, da obdelamo te strmine, te površine, nadmorske kmetije, zato niso zaslužni, če tako rečem, se opravičujem, politiki, niso zaslužni komunalne službe ali župani, ampak smo zaslužni mi kmetje. In zato, ker se trudimo na teh strminah vzdrževati krajino, ki ni nobenega dohodka, prihodka na teh strminah, resnično ne, so nas zdaj celo še obdavčili. Hvala lepa. Profesor Verčič, v začetku ste govorili, kako pomembna je komunikacija, ste strokovnjak za komunikacijo. Kako dvigant ugled politike nasploh, da bodo tudi določeni ljudje sposobni začeli nazaj verjeti v politiko, prihajati v politiko, da ne bomo pravzaprav priča samo novim obrazom, ki se bodo potem prvi 2 leti te obrti, tega poslanstva učili. Kaj se da tukaj narediti, da bi politika prišla na boljši glas? S komunikacijo, mislim. Najprej potrebno se bo začeti pogovarjati o bistvenih zadevah. Jaz sem na začetku nekaj stvari naštel, ki se mi zdijo pomembne, in naloga politikov je in političnih strank je, da debate vračajo k najbolj pomembnim stvarem. To je prva stvar. Druga stvar, naloga političnih strank nasploh je v tem, da za ostale ljudi poenostavljajo to kompleksno realnost tam zunaj. Tako kot je profesor Noč rekel, večina zadev je v resnici enostavnih. In naloga pravzaprav politikov bi morala biti,
da bi prišli pred ljudi in rekli, pustite zdaj to meglo, ki vam jo tukaj spuščajo. Stvari so relativno enostavne, mi moramo se odločiti o 1, 2, 3. In se dajmo o teh zadevah odločiti. In tukaj je tudi nek pogum potem političen potreben. Ne? Saj ni enostavno, dogaja se vse to, kar sta oba na robovih opozorila. Ne? Pljuvali bodo po X-ih, ne? Na televiziji se bo marsikaj slišalo, v časopisih se bo marsikaj prebralo, ampak enostavno politik je zato, da gre v kuhinjo, v kateri je vroče, ne? In večina ljudi noče iti zato, ker je vroče, in politik mora biti sposoben to vročino zdržati. In na koncu mora biti z neko užitno hrano ven in ljudem nekaj ponuditi. Meni se zdi glavni problem v Sloveniji v tem trenutku ta, da ta ponudba v resnici ni artikulirana. Ni jasna. Zdaj pa, potrebno je, vsaka politična stranka bi morala neko vizijo razvoja Slovenije enostavno, ponavljam, enostavno razviti, tako da vsi razumemo, o čem se pogovarjamo, potem se pa mora začeti dogovarjati, kako priti do najmanjše možne koalicije, s katero je možno nekaj od tega tudi narediti. Ker mi smo na nekem v prelomnem času zdaj. Ne? Ali bomo v naslednjih nekaj letih se začeli premikati naprej, ali bomo pa zelo resne probleme imeli. Ne? Ker, kot sem rekel, mi smo desetletja še živeli od tega užitka, kako smo bili najboljši v prejšnji državi. Ne? Ampak v tej novi skupnosti mi nismo med najboljšimi. In to je stvar zdaj odločitve. A smo sposobni tega napora? In tukaj bo marsikoga v resnici bolelo, zato ker marsikdo je prilepljen na marsikatero pipco, ki jo bo treba za to zapreti, da bomo sredstva preusmerili. Ne? In to je pravzaprav naloga politike. Da nekdo vstane in reče, tja gremo. Ne? Jaz mislim, da moramo iti tja. Potem se pa skregajmo, pa se zmenimo in na koncu se moramo nekaj zmeniti, ampak zmeniti se moramo, meni se zdi blazno pomembno to, kar je dr. Šušterič upozoril, mi moramo se začeti pogovarjati o daljših časovnih obdobjih. To na 1 leto, na 2 leti, na 3 leta, to ni nič. To ni nič. Tako se ne da nič narediti. Ne? Mi moramo imeti neko vizijo za Slovenijo, ki mora biti neka dolgoročna. Mnoge odločitve se morajo sprejemati v visoki, pod pogoji visoke negotovosti, kar tudi vidim, da v Sloveniji nam ne gre. Ne? Politika se ne more dogovoriti o nuklearki, ne? In zdaj bomo mi šli na referendum o nuklearki, na katerem bomo ljudi spraševali, a ste vi za nuklearke? To je pravzaprav pridevno vprašanje. Ne? Kaj to vprašanje pomeni? Nič. Zdaj oni pravijo, mi se kot politiki ne moramo strokovno odločiti, zato ker ne vemo, kakšna bo cena elektrike čez 20 let. Ja, mi ostali pa vemo, ali kaj, da bomo se zdaj šli na referendum o tem odločili. To je tako neresen sistem postal. In zdaj ta stvar bo očitno ob evropskih volitvah celo dosegla nek vrhunec z temi neomejenimi predlogi za referendume, ki jih je zdaj že ne vemo sploh koliko. Ne znamo, vsem bomo šli na referendum, zato ker tisti, ki bi v resnici morali odločati, nočejo odločati. In morajo pravzaprav na koncu dneva politik mora biti sposoben priti pa reči, stojim za tem. In če padem, žal mi je. Pri nas pa politiki pridejo in grejo, ampak nihče ne pade v resnici, ker se za nič ni zavzemal v resnici, sploh ni imel zakaj past. Ne? V resnici ne, vse se vrti nekako tako. Mi imamo nek vrtiljak, ne, teh vlad, ki se zelo hitro vrtijo, ne, ampak vsi skupaj na koncu pa opažamo, da se vrtimo na enem in istem mestu. Vsake 2, 3, 4 leta pride vrtiljak na okoli, pa spod vidimo, ja, bedona bo, v 4 letih se nismo premaknili nikamor. In to je za mene stvar komuniciranja. Smisel komuniciranja je v tem, da se pogovarjamo o nekaterih zadevah, da si jih poskušamo predočiti, da nekatere zadeve izkristaliziramo. Ker večina izbir je v resnici enostavnih, če jih pripeljemo do dovolj jasnega razumevanja. Vprašanje gorskih kmetij. Ne? To je v resnici zelo preprosto vprašanje. A mi hočemo, da je Slovenija lepa in zelena? Ali ne? In če se zmenimo, da ja, potem ni kaj dosti za naprej za filozofirati. Verjetno tehnično je potrebno celo serijo nekih odločitev sprejeti, ampak stvar je relativno enostavna.
tako kot pri zdravstvu. Ali hočemo dobro, zanesljivo, relativno poceni za pacienta, ko pride v obravnavo zdravstvo, da ali ne. Pri nas pa se debate vedno na drugem koncu začnejo. Ne? Mi se prvo pogovarjamo o tem, ali bo javno ali bo zasebno, kar v resnici pomeni državno ali zasebno, pol šele pa kakšno bo znotraj tega. Ne? Tako da jaz mislim, da mi imamo resen problem s komuniciranjem. Zato tudi pravim, da je pri nas resen problem v medijih. V tem smislu, da nismo premaknili teh medijskih sistemov nikamor in zato se v njih ne razvija bistvena razprava o bistvenih zadevah. Zato sem tudi začel svoj nastop z tem. Zdaj bo, verjemite mi, poskus v naslednjih mesecih bo glavne razprave, fašizem ja, fašizem ne. Moramo se naučiti dobesedno ignorirati to vrstne razprave in začeti vsiljevati razprave o ključnih zadevah. Ampak zato je potrebno reči, ključne stvari so 1, 2, 3. Jaz mislim, da se treba o tem pogovarjati. Ti rečeš 1, 2, 3, o tem se treba. In mi se ne znamo enostavno pogovarjati. Mi se moramo naučiti pogovarjati in odločati. Profesor Šušteršič, vi ste prej omenili možnost recesije, zdaj neki znaki, upad industrijske proizvodnje, pa še nekaj stvari, ki bi lahko nakazovale na to, kako dobro je Slovenija pripravljena na nek pojav nove recesije. Kaj pa vem, kakor kdo, ne, ampak ne, pač podjetja nekatera se bo boljše znašla, kakšna težje tukaj. Je težko o tem govoriti, pa tudi recesija je kratkoročen pojav, ne, tako da jaz ne bi mogoče toliko o tem govoril. Zdi se mi to, moje bi lahko kar neha zdaj, ker je doktor Verčič končal, ker jaz ne vem, če sem v življenju kdaj sprejel kakšno komplicirano odločitev. Ne. Mislim, ukvarjal sem se zelo veliko kompliciranimi odločitvami, pa kakšne so bile težke, ampak preden sem se odločil, je pa običajno bilo ja, lej se v bistvu gre sam za tole. Ne? Poenostaviš odločitveno dilemo na nekaj, o čemer se res lahko odločiš. Če pa tega ne narediš, se pa ponavadi niti ne odločiš. Ne? In potem se ti stvari zgodijo. In to je pač to, kar se nas skozi dogaja. Ne? Ampak, kar bi pa rekel glede ekonomije, in to mislim, da je dolgoročni problem, v bistvu, in se veže na to, ko smo se prej pogovarjali, je pa pač srednji razred, predvsem pa demografski problem. Demografski problem je v zadnjih 10-20 letih počasi ratal nekaj čisto drugega, kot je bil. Ne? Demografski problem je včasih bil, a mi imamo zadosti ljudi, ki bodo plačevali za penzije, pa za zdravstvo, pa tako. Ne, ker pač stroški zdravstva recimo rastejo zaradi staranja populacije, kar je res. Ne? Zdaj ni več to vprašanje, ne, demografski problem ni več samo, kdo bo plačal za vse tiste, recimo, ki ne delajo, če tako rečem, ne, njihov delež raste. Demografski problem je danes, kdo bo sploh delal. Kdo bo sploh delal. Zdravnikov ni, ne, pa ne zato, ker hodijo v tujini, ker jih v tujini tudi ni. Ne. A veste, čistilnih servisov ni več, ne, probajte najti nekoga dan, ki je spucan doma. Ne. Pa to ni pri nas samo problem, kjerkoli kolega, ne, iz Evrope, kjerkoli dela Evrope, ki sem se pogovarjal, imam ta hobi pač. V zadnjih 2 mesecih povsod so se te storitve čiščenja podražile, za ene 5-krat pa nobenega ne dobiš. Ne? Da ne bi vzel kakšnih drugih storitev, glavnem, ljudi ni. A ne? In jaz mislim, da je tle problem točno to, da smo bogati in da zelo veliko ljudi, zelo veliko stvari v resnici dobimo okrog ovinka, na pol zastonj, ne? Kot nek javno financirano zadevo in potem nam ostane denar še za kaj. Ne? In to je ta problem srednjega razreda, ki je v globalnem pogledu, recimo v Evropi, zelo bogat in se marsikaj lahko privošči. Ne? Zelo pač, ne vem, razne mode, veganske in drugačne. Ne? Ampak pač lifestyle, ki se mi zdi v redu, ampak stane. Ne? Zdaj pa In ko je prej rečeno, ne, da moramo davčni srednji razred razbremeniti davčno, jaz se strinjam s tem. Samo problem je v tem, da zadnjič je bila una raziskava, ne 2 ste bili citirani, da je pri nas srednji razred skoraj najbolj obdavčen v Evropi. Ne?
In jaz sem tam, nisem šel za raziskav iskati, ampak sem samo videl na začetku, kako so srednji razred te Nemci definirali. Definirali so ga glede na razmere do povprečne plače. Če si od tukaj do tukaj, si srednji razred. Pri nas smo vsi srednji razred. Ne? Pri nas smo vsi srednji razred. In ko rečeš, da je treba srednji razred razbremeniti, si rekel, vse je treba razbremeniti. In jaz se s tem strinjam, seveda. Ampak točno to je problem. Zato je srednji razred obdavčen, ker drugega nimamo za obdavčenje. Revežev pač ne obdavčujemo, bogati pa itak, ne. Jih je pa težko poloviti. Ne. Pa ni jih toliko, ne, mislim, lejte, veste, ne. Tako da in to je problema, ne. In ta srednji razred enostavno, zaradi vseh tistih stvari, o katerih smo govorili, birokracije, gor dol, ni zadosti produktiven, da bi ustvaril to, da bi s tem lahko kupil vse tisto, kar si želi imeti. In pač samo za to gre. Treba ratati produktivnejši na dolgi rok, pa že na srednji rok, je ekonomski razvoj odvisen samo od tega. Koliko je neka družba produktivna, koliko te ljudje naredijo, ne, ki jih imaš. Zdaj. Potem je pa še malo odvisno od tega, kaj želiš vse imeti, ne, pa imaš za to vse zadosti ljudi, da to naredijo, ampak to se da rešiti. Ljudi po svetu cel kup, ki bi prišli sem, pa z veseljem delali za nas, a ne, mi bi se bomo mogli počasi malo navaditi, da bomo šli v Ljubljani po cesti, pa bo zgledati kot London, a ne, se pa ne boš vedel, kjer barvo vidiš, pa kjer jezik slišiš, ne. Ampak to ni tako slabo. Ne? In to se da se tudi pametno upravljati, po mojem. Ne? In to je to. Ne? Pač produktivno je treba ratati in načeloma se trg tudi usklajuje to, kaj si ljudje želijo, zakaj so pripravljeni več plačati ali pa manj. Če pa trga nimaš, ne? Na marsikaterem področju pa to ne deluje, potem pa, veste, v državi bi pa vse, ne? Zato ker itak plačaš, kot plačaš, pa bi pa saj nekaj nazaj. Ne? Dobro, da ne bom predolg. Magister Simič, zakaj se ta aksiom, da pravzaprav, če so davki nižji, se jih pravzaprav več pobere, zakaj se to v Sloveniji ne prime? Zaradi tega, ker nam manjka davčnih zavezancev. To je čisto enostavno. Če imaš več zavezancev, imaš več prihodkov davčnih. Ne? Mi davčnih zavezancev nimamo in jaz nenehno govorim, da z večjim številom pravnih oseb bomo imeli večje prihodke. Z večjim številom fizičnih oseb, to pomeni, da bi prihajali sem, bomo imeli večje davčne prihodke. Ampak pri nas gre vse v kontrasmeri in tudi to, kar je bilo prej govora o teh srednji razredi in oni, ki veliko zaslužijo, jaz med tistimi, ki veliko zaslužijo, ločim med tistimi, ki vse prijavijo in tistimi, ki ne prijavijo nič. In zdaj jaz ne vem, torej ne vem, koliko ste vi vpeti v to, jaz pravim, da je danes težko veliko zaslužiti, da ne plačaš nič davka, zato ker ti zna potem, ko imaš doma na mizi in ga gledaš. Ne moreš ga v banko položiti, ne moreš ga nikamor, ker je urad za pranje denarja, ker je on oddelek, če imaš čuden denar, ti zaprejo bančni račun in tako naprej in tako naprej. Zadeve niso tako enostavne, ne vem, koliko imate opravka, ampak bančni računi se zapirajo dokaj masovno, tudi zaradi kakšnega napačnega priliva iz tujine, ker je banki lažje zapreti račun, kot pa se ukvarjati z uradom za preprečevanje pranja denarja. Tako da nekateri ljudje imajo velike težave, nekateri na banki plačujejo prispevke s položnicami za to, da lahko si sploh plačajo, izplačajo in tako naprej. Tisto, kar je pa, so podatki dostopni, če se ne motim, da 5150 ali nekaj takšnih zavezancev iz najvišjega dohodninskega razreda plača toliko dohodnine kot 920 v prvem razredu. Torej, to pa ni v redu. In tisti od zgoraj, normalno, če živijo tukaj zaslužijo, ve, da ne more iti nikamor, mora plačati po tej davčni stopnji. Če se zapelješ v Dubaj, cel kup Slovencev je tam. Ne? Če se zapelješ kam drugam, je cel kup Slovencev. Ne? In zato jaz pravim, da mi rabimo predvsem večje število davčnih zavezancev, mora pa biti nekaj stimulativno. Pomeni, moramo jim ponuditi neko nižjo davčno stopnjo. Veste, če imamo mi dohodnino za izplačilo dividend 25, Hrvati pa 12, ali pa če imamo mi kapitalski dobiček po 15 letih nič, Hrvati po 2 letih, pa imam vikend na Hrvaškem ali pa imam hišo na Hrvaškem, kdaj si bom izplačal dobiček, tako se bom preselil na Hrvaško. Sploh, če imam podjetje, ki je vredno več milijonov in tako naprej. Ali pa ne vem, davko dohodka pravnih oseb, ravno tako. Veste, mi smo ga zdaj dvignili, koliko v zadnjih letih smo šli iz 17 na 22, pomeni 5 odstotnih točk. Mi smo si leta 2006 zastavili, da gremo iz 25 na 15. Prišli smo do 17, skočili smo na 19, zdaj smo skočili na 22, pa bomo skočili še nekam naprej. Bomo dal spet primerjavo s Hrvaško. Če si jaz želim
imeti dobiček in izplačati dividende, mi država vzame 41,5. Na Hrvaškem mi vzame 20,5. In tako naprej. In to je ta bližina in normalno, jaz imam stranke, včeraj sem eno gospo, stara mislim, da krepko čez 70 let, se je razburjala, zakaj mora plačati toliko davka od najemnine. Ker pač ima neko stanovanje, ker sem rekel, gospa, gledajte, jaz vam lahko samo povem in vas lahko prosim, pejte do kakšnega novinarja, pejte nekje se na ulico odred, da ste plačali visok davk, kajti jaz imam težave, ker v tem piše, vsi pravijo, da imam jaz težave. Jaz težave nimam, jaz sem v moji glavi preklopil, da pač toliko moram plačati. Sem že toliko star, da se ne bom premaknil tukaj in sem to sprejel in pač s tem živim. Ampak nekateri pa s tem ne morejo živeti. In zato pravim, rešitev je ta. Potem tudi, veste, kakšna razprava je bila, ko so šli v povečanje odločitev pravnih oseb, je začelo se govoriti o efektivni davčni stopnji. Ker začnem to temo poslušati, si rečem, da ljudje sploh ne vejo, kaj govorijo. Torej, ti želiš imeti neko zakonodajo, kjer boš imel not stimulacije, bom rekel, neke olajšave davčne, daš možnost, da se izkoriščajo te davčne olajšave. Te davčne olajšave normalno izkoriščajo tisti, ki imajo veliko dobička, ki imajo veliko zaposlenih in tako naprej. In normalno, da oni so tisti, ta velika podjetja z visokimi dobički, ki znižajo efektivno davčno stopnjo oziroma spravijo na ta odstotek, kajti drugače velika večina podjetij plačuje po stopnji, bom rekel, 19%, če gremo nazaj, oziroma nekateri celo tisti, ki delamo davčne obračune, vemo, da kakšne prihodke moramo izločiti in jih v davčnem obračunu povečati. Davčno osnovo pomeni, plačamo celo lahko po višji stopnji, kot je bila 19%. In to je tisto, ampak to se pogovarjajo ljudje, ki grejo na televizijo, zbirajo politične točke, zbirajo glasove in rečejo, te je vse treba obdavčiti. In tudi tista zadeva, dali bomo delavcem lastništvo podjetij. Poznam kolega, ki je dal lastništvo podjetij delavcem do prve dokapitalizacije. Pa noben več ni hotel imeti deleža. On pa ni imel denarja, da od vseh kupi nazaj, ne. Zato vam pravim, da vse ni tako, kot enostavno in mi živimo še v neki preteklosti, ljudje pač potegnemo to, da nas bo ta preteklost rekla, ne, mi moramo iti na neke nove zadeve, nekaj novega narediti, nekaj novega pripraviti in biti bolj pametni od ostalih. Ljudi nam ne primanjkuje, vseh imamo cel kup v tujini, samo iz tujine potegnemo nazaj, pa bomo nekaj naredili. Da se narediti poenostavitve v sistemu. Veste, mi danes imamo zakone, če govorim za birokraciji, v zakonu za vsak slučaj ga dajmo narediti, če bo kdo hotel slučajno goljufati. Zdaj pa, da bi to nadzirali, pa rabimo še 15-20 ljudi, pa tam 15, pa se ustanavljajo agencije, pa ne vem, jaz bi to vse ukinil. Ne rabimo nič. Tisti, ki to delajo narobe, jih boš ujel ali igraj na moralo, da bo prijavil, ne pa, da ti zdaj zaradi tega ustvarjaš, bom rekel, zakon na zakon, pravilnik na pravilnik, obrazec na obrazec. Za mene je bil šok, ker sem zanj zvedel pred par dnevi, ne vem, koliko se na to spoznate, ker sem jaz bil na Fursu, mi smo ukinjali nekih 5 ali 6 obrazcev in smo uvedli enega. Zakaj bi se podatki duplirali? In takrat smo se tudi zmenili, da bomo en obrazec, ki jim poročaš gospodarski statistiki, da ga tudi ukinemo. Ne, jaz zdaj izvem, da on še zmer laufa, do novega leta je laufal. Zato, ker nekdo ni bil pripravljen oziroma ni mogel v glavi preklopiti. In zato pravim, da enostavno najboljše priti na funkcijo, visoko državno funkcijo, da ne narediš nič, ker če narediš nič, ni šanse, da te zamenjajo. Če boš pa kaj naredil, če boš pa šel kaj menjati, pa je velika možnost, da boš imel težave. Jaz vam povem banalen primer, mislim, toliko banalnega. Na 5. nivoju smo imeli vodjo oddelka kot VD-ja. In potem smo našli fanta, ki je imel vse pogoje, izobrazba, tak. In ga jaz podpišem, da ga imenujem za vodjo oddelka na 5. nivoju, što je generalni direktor, namestnik in tako naprej. Čez 2 uri sem imel vprašanje iz mladine, zakaj sem si jaz to dovolil zamenjati. Zato vam pravim, da ne bomo nikamor prišli. Predvsem jaz pravim, recimo, mi se bi našli veliko skupino ljudi, ki bi pripravljena bila Slovenijo ven potegniti, ampak da za 2 leti ukinemo medije. Če lahko nekaj dodam, meni se zdi zelo pomembno to povedati v kontekstu tega hitrega menjavanja vlad. Če opazujete državno upravo, kako funkcionira, potem je vedno tako.
pride nova vlada, državno uradništvo prvo malo počaka, da vidi, kakšen je nov minister, ne, pa on se lovi, pa počasi spoznava ljudi. Prvo leto se ne zgodi nič. Zdaj pa pri naših vladah, ne, drugo leto počasi, ko bi morali začeti ljudje kaj delati, ne, pa ministri jim tudi že začnejo nekaj nalagati, oni opazijo, da pravzaprav ti ministri pa mogoče ne bojo tako dolgo. Ne, konec koncev, če je prepolovna doba 2 leti, to pomeni drugo leto se že poslavljajo. In mi recimo v tem trenutku smo v točno taki situaciji. Ta vlada je sicer že 2 leti pa nekaj na oblasti, ampak razen vladi je vsem drugim jasno, da je to bivša vlada. Ne? In vi danes ne morete najti državnega uradnika, ki bi bil pripravljen kaj narediti, ker oni so že v to hibernacijo prestopili, ne bi se štel mešati, ne? Da se me ne vidi, ker če bo oni novi prišli, bom fasal. In nam v resnici cela država že v leru laufala. Pa če stari slučajno ostanejo. Ja. To je resno. Jaz vem, ker sem postal direktor davčne uprave v Srbiji, ne? Tam imajo en pregovor, ne? Tudi vas bomo gledali v hrbet. Veste? In to je to. Torej, nihče ni večno ostal gor. In zaradi tega, jaz pravim, jaz, ker sem bil direktor, jaz sem prvo, ko sem prišel na funkcijo, se začel odštevati. Pomeni odštevam, kdaj bom šel. Ali bo cel mandat, ali bo pol mandata in kakorkoli. Ampak moraš iti tako, da greš z nekim ponosom in da lahko še jutri greš na ulico. Ne pa, da mene nekdo eno leto prepričuje, da ni ukinil zdravstvenega prispevka, onega prostovoljnega. Ne, da ga je ukinil, me eno leto prepričuje. A jaz berem obvedi so obveznega. In pride na televizijo in me gleda v oči in mi reče, mi smo ga ukinili. In pol več ne vem, pa še kaj razumem ali ne razumem. Tako da, to je to. In je to, kar si rekel, tisti, ki smo bili večkrat v državni upravi, vemo, ko prideš, imaš 3 mesece mir, ker se te vsi bojijo, pol če nič ne narediš, pol začnejo počasi ven prihajati in po enem letu, ko že vidiš, da se poslavljaš, bojiš, da greš. Kako smo že dosegli eno zamišljen čas naše razprave, če bi kdo še kaj dodal, vabljeni zdaj k besedi, mogoče profesor Noč še kaj na temo Fidesove stavke in zdravstva, kako tole končati, kakšen je vaš pogled, mogoče idealna mešanica zdravstva v smislu javno-zasebno, če to, da se, bi rekel... Jaz bi najprej glede Fidesove stavke to povedal. Ne? V bistvu Fides formalno štrajka zaradi nečesa, ker je vlada podpisala in seveda zdaj nikakor tega ne misli uresničiti. Tako da to je dejstvo. Ne? In drugače pa jaz stavko gledam kot simptom. Veste, to je tako kot pri bolezni. Ne? Imaš vročino, imate nekaj boli, ampak to ti nič ne pomaga, če vzroka ne najdeš diagnoze. Ne? In diagnoza tukaj je pa seveda razpad javnega sistema zdravstva. In seveda, če bi se tako to uredili, kot sem rekel, poenostavljeno, da bi importirali nek razvit zahodnoevropski javni sistem, potem seveda večina teh problemov odpade. In rešitev je to, ne pa neskončna pogajanja in izsiljevanje za ene in druge strani. Potem bom pa k besedi ponovno povabil današnjega gostitelja, predsednika NSi Mateja Tonina, da nam pove, kakšne korake politike načrtuje. Jaz bi vam se rad še enkrat danes zahvalil za tole današnjo razpravo. Mislim, da je bila vsebinsko zelo močna, tudi taka doživeta, da smo lahko z zanimanjem spremljali. In je enostavno žalostno, da pri vsej tej enostavnosti, pri vsej tej topli vodi, ki že obstaja, ne pridemo do konkretnih rešitev. Sami vsi, ki gremo malo okrog sveta, ugotavljamo, da je Slovenija resnično izjemno lepa, enkratna in da je težko to spremljati, kako jo z neučinkovitim in slabim upravljanjem praktično nekateri iz dneva v dan uničujejo. Še enkrat hvala za današnjo res kvalitetno razpravo. Jaz lahko vse za Novo Slovenijo rečem, da smo v preteklosti že dokazali, da znamo tudi komplicirane strategije ali pa ideje spravljati v življenje. Skratka, da ne zgolj govorimo, ampak smo dokazali tudi z dejanji in seveda, če bo še kdaj takšna priložnost, bomo to še enkrat naredili. Vsekakor pa do takrat,
pa vlada nosi največjo odgovornost. In mi na nek način v politiki lahko zahtevamo, in to bomo pri našem delovanju v parlamentu tudi delali, prvič, ne, da potrebujemo takošno rešitev za prekinitev te stavke, ki je v zdravstvu, saj so dejansko ogrožena življenja in pa zdravje ljudi in tukaj se ni več kaj sprenevedati. Zato mi že ves čas predlagamo, da naj se že končno oblikuje svoj samostojni sistem v zdravstvu, ker je vlada obljubila, ne nazadnje že naša vlada je to obljubila, Golobova vlada tudi in je to treba realizirati, seveda pa je najboljši začetek tega, da se naredi v okviru iste mase plač, kar pomeni, da se bistvena obremenitev ne bo povečala, se bo pa omogočilo, da se medsebojna razmerja pravičneje uredijo. In kot je že dr. Noč rekel, potrebno je spremeniti koncept zdravstva in tukaj je naša skupna dolžnost, da skupaj razsvetljujemo in govorimo, da državno ni enako javno in da če želimo vsem dostopno javno zdravstvo, potem je treba zagotoviti drugačno upravljanje tega našega zdravstvenega sistema. Druga točka, ki se mi zdi pomembna in jo bomo ves čas zagovarjali, mislim, da je bila tudi na eni konferenci rečena, ker je gospod Simič sodeloval, da prosimo vlado, da naj ne dela nobene več davčne reforme. Ker katerekoli davčne reforme se je lotila, je bil korak na slabše. In mi se tega ne moremo več privoščiti, zaradi tega je treba ustaviti vse zviševanja, vse potencialna zviševanja davkov in tukaj bomo pač mi vsa orodja taktična in procesna uporabljali, da bomo te stvari zaustavljali oziroma jih onemogočili, ker se te enostavno stvari ne moremo več privoščiti. Hkrati je potrebno odpraviti to nesmiselno birokracijo štempljanja. V ponedeljek smo bili s poslansko skupino na terenskem obisku v Vipavi. Eno malo trgovsko podjetje je reklo, da more enega zaposlenega nameniti za to, da ureja štempljanje in nameniti je moralo 50.000 evrov za to, da so to štempljanje uredili. S tem, da ni nič boljši red. To so rezultati Luka Mesca in tovarišije. Potem tretja stvar, mi bomo zahtevali, da vlada odpravi predvideno obdavčitev neposrednih plačil kmetom, ki delujejo na območjih z omejenimi dejavniki. Načrtovana dodatna obdavčitev bi prizadela 45.000 slovenskih kmetij. Kdo bo potem še delal, če bomo slovenskega kmeta obdavčali toliko, da bo enostavno na neki točki scagal. Predvsem pa četrta točka, mi zahtevamo umik dveh res spornih zakonov. Eden je energetski zakon, ker nas je vladna koalicija v smislu štempljanja želela prepričati, da zaradi tega, ker je v nekaterih vaseh, in tudi sam prihajam z vasi in včasih je po zimi kot v Pekingu, ampak to ne zato, ker kurimo na drva, to zato, ker uporabljamo napačno tehnologijo. In tako kot je vlada pri štempljanju ujela dve podjetji, ki goljufajo in uvedla štempljanje za vse, je zaradi tega, ker je enemu državnemu sekretarju pozimi smrdel in ga je motil dim, je enostavno hotela prepovedati kurjenje na drva za vse. In jaz mislim, da je to popolnoma napačen pristop, da če kaj, potem je treba spodbujati drugo, modernejšo tehnologijo, ki naše naravno bogatstvo, kot je drva, omogoča, da kurimo na nek normalen, mnogo čistejši način. Upamo in želimo, da bo vlada res ta zakon umaknila, prvi signali so taki, ampak se veste, Robert Golob je kot ribenčen urban, kar pomeni, če sem obljubil, še ne pomeni, da bom dal. Tako da bomo mogli te stvari zelo pozorno spremljati in gledati na stvari, da ker drugače bo potrebno novo akcijo izpeljati, kar se tiče referenduma. In še ena stvar, ki je potrebno reči, glede tega slavnega zakona, glede uresničevanja pravic narodov nekdanje SFRJ. Jaz moram reči, da imam tudi nekaj prijateljev med tistimi, ki prihajajo iz nekdanje SFRJ. In ne boste verjeli, vsi nam dajo prav, da ni problem, da se v šolah ne učijo albanščine, srbščine in podobnih stvari, ampak da je problem, da te mladi ne znajo slovenskega jezika. In ker ne znajo slovenskega jezika, jim v šol ne gre, ker jim v šol ne gre, imajo potem slabše službe, se slabše integrirajo. Skratka, kot družba imamo celo vrsto problemov. In zato je tudi ta zakon potrebno ustaviti in vas tudi zdaj prosim, da boste v prihodnjih dnevih in tednih podpisali to našo pobudo, da prepričamo vlado, da je potrebno uvesti dodatne ure za tujce slovenščine, ne pa njihovih
maternih jezikov. In peta stvar, ne, zadnja, da zahtevamo učinkovitejše upravljanje migracij. Skratka, da natančno vemo, tudi pri legalnih, koga smo pripravljeni sprejeti in koga si želimo, da pride k nam, ravno zaradi tega, ker je demografija neizprosna in nam bo v prihodnosti povzročala veliko problemov, koga si želimo in predvsem, da tisti, ki pa si mislijo na naših socialnih sistemih zgolj šlepo, da jim jasno povemo, da ne si najdejo koga drugega. Skratka, odgovornost je na vladi in ob nesposobni in neučinkoviti vladi je seveda v nekih zahodnih in demokratičnih državah rešitev relativno enostavna spet. Spet smo pri enostavnih rešitvah. A ne? To pa so predčasne volitve. Ko se vidi, da neki vladi ne gre v tistih trenutkih, je rešitev predčasne volitev. Ampak spet v Sloveniji je pa komplicirano. In zakomplicirano tako, da če želite imeti predčasne volitve, mora predsednik vlade odstopiti, glede na to, da je na novo zaljubljen, jaz dvomim, da bo to naredil. Druga stvar, ki pa je, da v parlamentu večina ne sme izvoliti novega predsednika vlade. Tako da mi si jih zelo želimo, je pa treba resnico povedati, da pa so najverjetneje malo verjetne. Ampak kakorkoli, ne, dolžnost odgovorne politike je, da najdemo pot naprej, da najdemo pot do potrebnih sprememb. Na nas lahko računate, za danes pa vsem vam strokovnjakom za vaše misli, strokovne nasvete, ki so bili konkretni, ne neki površinski, ampak iz prakse, res iskrena hvala. Gospod Simič, ne toliko črnogledo gledati, se veste, kako pravijo, ne, za vsakim dežjem tudi posije sonce in kadarkoli je šlo Slovenijo težko, pa kadar so se zdele stvari nerešljive, ponavadi so se stvari spremenile. Srečno. Thank you.